Spoštovane dame, spoštovani gospodje, cenjeni gostje. Ko se bomo ozrli na svoje življenje, se njegova kvaliteta ne bo merila le po denarju, ki smo ga zbrali, ali položaju, ki smo ga dosegli. Pokazalo se bo, da so najpomembnejša dejanja. In to tista, s katerimi smo pomagali pomoči potrebnim, osrečili razočarane in razveselili žalostne. In to seveda tudi takšna dejanja in odločitve, kot smo jih in jim bomo priča danes tukaj na Jeruzalemu. Morda se še tudi danes ne zavedamo dovolj, kaj pomeni imeti zdravo pitno vodo, ki postaja vedno večje bogatstvo. In tudi tega ne, kaj bo to pomenilo našim zanamcem. Slavnostni podpis izvajalske pogodbe v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurje sistema C je pred nami. In morda bi bilo prav, da takoj na začetku se spomnimo nekaterih glavnih ciljev te investicije. Izpolnila bo tako primarne cilje, kot so izboljšanje kvalitetne pitne vode za 26.696 prebivalcev občin sistema C, ki so priključeni na obstoječi javni vodovodni sistem. Novi priključki na vodovodni sistem za 10.388 prebivalcev, kakor tudi novi priključki na kanalizacijski sistem za 1056 prebivalcev. Investicija bo izpolnila tudi sekundarne cilje. Centraliziranje in s tem lažja kontrola vodnih virov in posledično učinkovitejše zagotavljanje mikrobiološke in kemijske ustreznosti pitne vode. Zaščita vodnih virov zaradi zmanjšane obremenitve vodnih teles z odpadno vodo. Izboljšanje hidravličnih razmer na obstoječem sistemu, izboljšanje tlačnih pogojev, kakor tudi izboljšanje požarne varnosti. Izvedba projektov opredeljenih v operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 in operativnem programu s pitno vodo. Je vse to zapisano. Zato je prav, da današnji slavnostni dogodek, slavnostni podpis, v katerem sodelujejo kot investitorji občine Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Vržej, občina Križevci, Razkrižje in Ljutomer ter izbrani izvajalci, obeležimo nekoliko bolj soresno. Tudi zato, ker prav te dni koordinatorka v projektu občina Ljutomer praznuje 57. občinski praznik. Dovolite mi, da k besedi in uvodnemu pozdravu povabim županjo občine Ljutomer, magistro Olgo Karmana. Spoštovane gospe in gospodje, razlog, da smo danes tukaj, je preprosta zamisel, da se v naši kraji in v celotni regiji zagotovi nekaj navidezno samoumevnega. Pa četudi se dostop do kakovostne pitne vode lahko zdi še tako samoumeven, je vendar v resnici posledica kompleksnega inženirskega dela in pametnega načrtovanja uporabe ter skrbi za ta najbolj osnovni naravni vir. Vodovodni sistem C je točno to. Je tista prijetna točka, na kateri sta se v ideji in praksi srečala odlična strategija in najbolj odlično inženirstvo. Zato imajo vsi tisti, ki že dolgo časa pravijo temu podvigu zgodovinski projekt, najbrž zelo in povsem prav. Slišali bomo številke in te so res impresivne. Od kilometrov do evrov in vse, kar je vmes. Impresivno pa je tudi število let, ki je bilo potrebno, da se zamisel sreča s pravimi okoliščinami
in ustvari priložnost, po kateri lahko danes začnemo posegati v prostoru in praksi. Spoštovani izvajalci gradbenih del, vsi mi, ki smo prej ali slej imeli čast nositi del odgovornosti v sistemci, smo zadeve pripeljali do te prelomne točke, ki so na semaforju prižgane samo kot še zelene luči. Sedaj ste na vrsti vi. S podpisom teh pogodb vam predajamo odgovornost, da našo dolgo časa snovano idejo pripeljete v realni svet. Ta naloga odslej počiva v vaših sposobnih rokah. Želim vam veliko uspeha in seveda čim manj penalno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod županje, za povedano. Sedaj pa sledi tisti slavnostni del. Podpis pogodb, najprej podpis pogodb z področja gradnje primarnih in sekundarnih vodovodov. Magistra Olgo Karba, županja občine Ljutomer, ki nastopa v vlogi koordinatorke občina v projektu, prosim, če vzame svoje mesto. Z področja gradnje primarnih in sekundarnih vodovodov občine Apače pa bo kot izvajalec del podpisal pogodbo SGP Mestner, d.o.o. Zgornja Kungota in Fondus d.o.o. Kamnica ter Adria Link d.o.o. Koper v pogodbeni vrednosti 3.718.119,97 evra. Direktor Vili Mestner. Gospodu Viliju Mestnerju se zahvaljujem za podpis. Županjo pa naprošam, da ostane na svojem mestu. Sledi drugi sklop z področja gradnje primarnih in sekundarnih vodov za občino Gornja Radgona, občino Radenci in občino Sveti Jurij ob Ščavnici. Izvajalec del SGP Pomgrad, delniška družba, pogodbena vrednost 6.838.139,89 evra brez DDV-ja. Pogodbo bosta podpisala namestnik predsednika uprave SGP Pomgrad, delniške družbe Borisa Pač in županja občine Ljutomer, magistra Olga Karba.
oba so podpisnika naprošen, da ostaneta na svojih mestih, sledi tretji sklop za občino Ljutomer, občino Razkrižje in občino Vržej. Izvajalec del, prav tako SGP Pomgrad, delniška družba, pogodbena vrednost 4.147.347,96 evra brez DDV-ja. Podpisnika torej magistra Olga Karba, županja občine Ljutomer, ki nastopa v vlogi koordinatorke v projektu in namestnik predsednika uprave SGP Pomgrad, delniške družbe Boris Apač. Sledi podpis pogodb za svetovanje in nadzor nad izvedbo del. Izvajalec del bo IEI, Inštitut za ekološki inženiring, del Maribor, pogodbena vrednost 820.456,51 evra brez DDV-ja. Podpisnika bosta magistra Olga Karba, županja občine Ljutomer in po pooblastilu direktorja Željka Blažeka, Danilo Šivec. In sledi še podpis pogodb za informiranje in obveščanje javnosti. Izvajalec del bo Dialog SI.net, d.o.o. iz Ljubljane, pogodbena vrednost 31.028,33 evra brez DDV-ja, podpisnik pogodbe direktor Branko Vodušek in magistra Olga Karba, županja občine Ljutomer.
Dovolite, da vas po podpisu pogod spomnim na nekatere številke, ki so vam zagotovo dobro znane, ampak vseeno o tako pomembnem dogodku je prav, da se jih spomnimo. Z investicijo v izveden projekt opredeljen v operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 in operativnem programu oskrbe s pitno vodo. Skupaj bodo izgrajeni naslednji sekundarni, primarni in transportni vodovod ter zaščita vodnih virov, kanalizacija. Sekundarni vodi v skupni dolžini 40.798 metrov, primarni vodi v skupni dolžini 74.090 metrov, transportni vodi v skupni dolžini 57,955 metrov, vodni viri skupno kapaciteto 180 litrov na sekundo in zaščita vodnih virov, kanalizacija v skupni dolžini 21.350 metrov. Izvedba bo potekala od leta 2013 do konca leta 2015, ko bo investicija fizično in finančno zaključena. Skupni investicijski stroški za oskrbo s pitno vodo Pomurja sistema C po tekočih cenah aprila 2013 znašajo 40.502.905 evrov brez DDV-ja oziroma 49.470.566 evrov z DDV-ja. Projekt bo financiran iz 3 virov, in sicer sredstev kohezijskega sklada v višini 32.063.133 evrov, sredstev Ministrstva za kmetijstvo in okolje in vodnega sklada v višini 7.640.882 evrov in sredstev občin v višini 9.671.550 evrov, ki jih bodo zagotavljale v svojih letnih proračunih. Toliko o teh statističnih podatkih, sedaj pa ste na vrsti vi, cenjeni gostje, in morda kdo izmed vas želi kaj povedati, dodati temu slavnostnemu dogodku. Tudi mogo veliko povedati. Ker glasba naredi ljudi boljše, srečnejše, zadovoljnejše in je hrana ter zdravilo za dušo, kako so dejali in v to verjamemo tudi danes. Zato z njo končajmo današnji slavnostni podpis izvajalske pobudbe v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem C. Že na začetku nas je z avtorsko skladbo E-maj pozdravil domačin Domen Gnezda, ki je znanje nabiral na Celovškem konzervatoriju, kjer je diplomiral na koncertni smeri kitare. In tudi v Bostonu na Berklee College of Music, kjer je prav tako diplomiral z odliko. Veliko nastopa z različnimi skupinami in trenutno snema tudi zgoščenke, s katerimi bo zagotovo navdušil številne oboževalce. Tudi danes zvečer se nam bo v Ljutomeru predstavil svojim bendom, zato že sedaj lepo vabljeni, pridite in prisluhnite njegovemu koncertu, takole za pokušino, pa nam bo sedaj ob zaključku podaril še eno lastno skladbo. 2 je enako 1. Domen Gnezda.
Sedaj pa je čas, da nazdravimo drug drugemu, našim medsebojnim odnosom in seveda projektu, na katerega smo zagotovo vsi ponosni. Hvala. Drage dame, dragi gospodje, dovolite mi, da se ob tem slavnostnem dogodku, ko sem pač jaz zdaj seveda imela to posebno čast, sem podpisala seveda v svojem vašem imenu te pogodbe, se iskreno zahvalim tudi vodji projekta, gospodu Janezu Žmaninu, tudi mojim sodelavcem, Tomiju, Ani, Angelici, Dominiki in še koga bi lahko naštela. Spoštovani župani, podžupani, tudi vam, tudi vsem članom občinskega sveta, vseh občin, ki so res konstruktivno vedno razpravljali in sprejeli vse, kar je bilo potrebno. Jaz se vam iskreno zahvaljujem, želim si tudi še naprej tako dobrega, konstruktivnega dela in seveda nazdravljam z vami, z